Šok. Dobrodošli v Šokcast. Moje ime je Petra Kalan in to je edini slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes v moji družbi dinamični duo. Mislim, da ne potrebujeta posebne predstavitve. To sta Špela Grošelj in Domen Kumer. Lepo pozdravljena. Živijo. Lep pozdrav, zdravo. Ko sta kaj za začetek mi dovolite vprašanje, a ste se danes že kaj spričkala? Ne, Skoraj bi pa se. ne. Mislim, skoraj, če bi bil ti Ne. malo danes bolj... Nadrkan bi se. Ja, bi se, ja, ker sem nekam zamudila in- Okay. Ne bi, ampak ker oba veva, da bomo šla poljest. Ja. A hrana vaju združuje. Ja, ja. Pa v prvi vrsti muska, hrana, smisel za humor, ljubezen do živali, ta mala A boš pipala? Ne. Ne boš pipala. Ne bom pipala. Ta. Kaj to pipala? Pipala, ne pip, čez grde A ja, besede. pipala. A ne boš pipala? Ne bom Ja, pa to je moramo fajn res vedeti. paziti. Ja, ta norost, ki jo imava oba, to naj jo združuje. Pa kaj naj jo še združuje? Daj mi namig. Zdaj sem jaz povedala že. Ja, daj mi namig. Pa če si že toliko naštela, da sem se lahko odklopil, že Ne, zdaj misliš, moraš da ti že razmišljati, študiral kako ti to ob večerjem vidiš. šniclu z rizi vizijem, kako bomo jedla. Bolj. V glavnem, ful stvari ne povezujem. Če dalje bolj se mi zdi, da je tu še neka nedokončana zgodba iz enega od prejšnjih življenj. Aha, Te okay. veš, kam smo prišla. Zdaj jaz sem vaju prosila, če prenesete ljube osebne predmete. A sta naredila domačo nalogo? Ja, Tako je. Tako bom so- jaz- učenca sam tukaj sem jo naredila tu. Ja, tako da bom jaz začel, pa bo Okej. se Špela pol preklopila, da Tako. bo videla, zakaj se gre. Res tako dva učenca, ki sta. Ja, mi da se skozi učimo drug od drugega, to pa je res. Lepo. Ja. Torej, prvi predmet, ki si ga prinesel, brez katerega ne moreš živeti, je? No, to je zdaj malo banalno, ampak zagotovo je to telefon. Aha. Ja, to je nama tudi skupno. Ja. Drugi, bolj pomemben, je pa predmet, ki je nama spet skupen. Tu se še pa učiva. To je pa. To pa je to. Ura, ki ponazarja. To pa je Čas. to. Čas. Ja. A veš, da si že tretji gost, ki je prinesel, ki je ura njegov najljubši osebni predmet. Ja. Pa dobro, ampak ti moraš vedeti, da to ni najljubši predmet. To je Ne. samo Ne. predmet, ki naj jo res povezuje. Ja, Zdaj vprašala, kdo večkrat zamuja. Ne moremo odgovoriti na to vprašanje, zato ker imamo oba to skupno lastnost. Ja. Zdaj je kar hotel diplomatsko meni pišati, ampak v resnici. Ja. In tu je pika. Ni pike. Tukaj je vejca, zdaj pa to, kar bom pa jaz povedala, je pa živa resnica. Oba zamujeva. Ker jaz pa lažem, ne? Kaj jaz lažem? Ne, Okej. ne, če ne se ne bi z njim tako dobro razumela. Oba zamujeva, ampak zadeva je taka. Jaz ne zamudim tja, kjer se dela škoda. On pa zamudi posod. Tu, če se škoda dela. Si videla, To je danes, ta da sem razlika. zamuda? Zdaj bom to malo kot žalitev. Ja, ja. Ne, hecam se. Torej, oba zamujata, ampak Jaz Špela mislim, bolj ja. diplomatsko Ne, zamuja. Ne, ona pa če, jaz ne vem, zakaj ona to škodo skozi podarja, ne vem, verjetno Ti res povem- simpatizira s temi Ne, ti povem, ker sem to brandi. delala zdaj pri Škoda. terapeutu to. Pa te veš, kaj zamenja terapeuta, zato ker to, tako on tebi govori narobe, zato ker menjamo temo. Ej, fora je v tem, da Najbolj- ko je najboljše. situacija, v kateri nisem sama, se pravi, da če jaz zamudim, bojo oškodovani tudi drugi, ne samo en človek, ki me čaka doma na kavču, da prijem na kofe. Pazi, ti to pomeni, da ona toliko mene ceni. Ne, danes so jo čakali na tej promociji od skupine Flirt, Ja. so jo čakali še drugi, ne samo To jaz. pa toliko ni In res. so bili, seveda so to čakali. Ne, to je Rok šlo me za pa- druženje. Rok me Rok je vprašal. naju povabil Ja. in je rekel, če prideva. In sva In rekla, da sva- prideva. ja. In jaz sem tudi prišla. Ja, Ko si ti prišla, odšel? kdaj si ti prišla? Ko si ti odšel? 12:44, zmerjala sem smo prišla pa za- 12:00. Jaz sem pa 12:35 že šel, zato ker me je kolega od Roka, Krešimir Tomec, povabil gledati studio. In, Koga to zanima? ne, zato sem jaz prej šel, ampak ti si pa zamudila. Ampak zakaj bi mi zdaj tu razpredali, kdo je koliko zamudil? Pač v Gremo dalje. resnici bom tako rekla. Mislim, da se iz najnega odgovora jasno začutilo, kdo bolj pogosto zamuja. In Ti si- kdo zamuja samo tja, kjer se res dela škoda. Ti si sem zamudila na Ne ta zamujati, intervju, ti si sem zamudila 12:40, si prišla sem 12:30, smo bili pa dogovorjeni. Je res ali ni res? A jaz mislim, da bo to mediator. Nisi tega vajne odgovorila na spore. moje vprašanje. Je A, res jaz ali ni res? postavljam vprašanje. Torej, Špela, predmet. Ja, lej, dejstvo je, da brez telefona bi bilo moje življenje povsem drugačno, zaradi tega, ker vse delam na telefonu. Maili, telefonski klici, banka, to je pač nujno zlo. To je in pa druga stvar, planer.
Zdaj bom pokazala tega mojega letošnjega, ampak ga ne bom obrnila, zato ker prihajajo zdaj moji planerji. Drugače sem ful zadovoljna s tem, ampak moj bo še boljši. Ja, plener. Jaz brez rokovnika oziroma organizatorja opravil sploh ne vem, kako bi Ni funkcionirala. telefon dovolj, si malo stara šola. Ne gre za to. Na telefonu je vse, se pravi, isti font, iste barve, vse je tako zelo tehnično brez kančka duše. V mojem plenerju je pa to po barvah, pa jaz imam ena barva je... Različne barve. Aha, lega. To, gled, Privat Life je zelene barve, špili so rozasti, oranžni so pa eni drugi špili. Oh my god, to si daješ v planer. Ja, valjda. Ne, zdaj me res zanima, kakšni Ne špili bo ti so. povedal. Ne, veš kaj, zdaj bo šel. špile ločujemo. Ja, špile ločujemo na ene in druge. Glede na... Klientelo. Tudi. Ja, ali je public, ali je privat. Tako je. Ja. Tako je. Hvala in gremo dalje. Torej, planer je. In brez njega bi verjetno zamujala. Še bo. Še bolje. Ja. Ne, veš, zakaj gre? Gre za to, da sem jaz, imaš 3 različne tipe pomnenja. En imamo na vizualo, se pravi, si zapomnimo, kje so stvari postavljene, kam si jih zapisal. Ne? In s tem, ko si jaz v plener napišem, to je bilo itak dokazano že z večjimi študijami, je večja verjetnost, da se bo dogodek spelu, ker si ti že zapisal in si v bistvu na nek način to svojo namero že začel realizirati. A ne? Manifestacija. Ja, bo pa še tako, ne? Jaz recimo si pogledam... Ti samo piši. Jaz sem tako lepo po barvah, a vidiš, ne? In jaz, ko si zapišem in ko pobarvam, to je zdaj že ta tretjič, a ne, se pravi, najprej sem se spomnila, potem sem zapisala, potem sem še pobarvala in jaz točno vem, plava barva predstave, roza barva fitness, te roza barve je Veš, kaj marker se je, sprazno, rozasti. Ne, ima pa to tudi en minus. In sicer, recimo, kliče Blaž Švab za oddajo petek zvečer, pa reče, kaj sta vidva 2. ker smo 3. oktobra fraj, da pridete v oddajo petek zvečer, pa jaz rečem, čakaj, bom preveril pri Špeli. In Špela ravno tisti moment na morju, na obali, in jaz se kličem, halo, on mora vedeti to danes. In pač tega potem naslednje 3 dni ne moremo potrditi, ker ona nima tega Ga pa ne nosiš s sabo skozi. kupa Ne, papira veš s sabo. kako, če grem na morje, ga z namenom, Ja. ker zataknim se mi je, ga z namenom pustim doma, ker, a veš, zakva, pa še tako, tale je kar velik, a ne? In ne gre čisto vsako torbico, tako da zaradi tega ga včasih tudi pozabim doma. No. Ampak je pa res, brez tega sem pa bosta. In potem nedeljo, se pravi po tem preživetjem vikendu na obali, ugotovi, da je pa vseeno imela rokovnik v torbi s sabo, tako da bi lahko že v petek potrdila. Ampak, ja. To je bilo prav hecen. No, pa še eno lastnost ima to, ali pa posebnost, pač glede ekološko, ne printajmo, ne papirja, ne pač. Oh my god. Ampak tu se pa pol ona oglasi, ki ve, da jaz ne ločujem odpadkov. Exactly. Ker ona pa ločuje odpadke Točno in to. tu se, jaz sem vedel točno, jaz sem točno vedel, kaj bo rekla. V bistvu ti se lahko sam s sabo pogovoriš. Mene sploh ne rabiš, ker mi bereš misli in dokončuješ stavke. Si že Točno replike vedel, kaj daješ. se boš Ne, res bi se sklopila. točno kaj je rekel. Kaj imate kaj za jesti? Papir. Si že vse pojedel. Ja, bobi palčke. Zato pa si lovim zadnji. Bobi Sem palčke. pa rekla, da bova danes bolj se A bolj? umirila, da bova Ja. šla do besede. Prosim. Te pa Petra, kar- izvoli. Ja, izvoli. Ok, eno vprašanje sem imela. Nisem zasledila nikjer, ker sem malo tako odvajal, raziskovala po spletu. Kako ste se sploh spoznala? Ja. Skrivnostna zgodba. Spoznala sva se v teh glasbenih vodah. Jaz sem bila takrat pri Foxy Teens, on je pa že iz smučarije pošiljal neke zametke, neke poskuse. Takrat je imel še take dolge lase na paža. Bili so- Probaj filtrirati. Ne, vsaj jaz malo. hočem, da si gledalec za slikovito predstavlja. Torej, paža je imel, malo daljše lase. Ne, paža, jaz nisem imel kakega paža, kaj Ja. si ti nora? Ko si si dal nazaj, Ne, pa kakega paža. kaj pa si pa liku lase? Ajde, kako si liku lase? Če nisi imel paža, pa glavo si dal tako, pa tako si dal Pa lase. če sem imel take, pač ne vem sploh, zakaj sem to počel, res, mislim, Paža je včasih imel, no. res, ko se Okej. človek Na kratko, nazaj paža je imel. zazre ali ozre, to je res prav, bi si bruhal sam sebi v usta, najraje, ko se to spomnim, ja, grozno. Grozno. Ampak ja, no je pa res, da je Špela bila takrat mnogo bolj introvertirana.
Povedala je glih 2 besedi. Sramežljivo je Ja, špela. je zelo. To je pa res, ja. Ja. Zdaj sem se A spomnila. res? Tako da sem mogel kar vleči ven z nje. Ne, tako se ti sploh nisi pogovarjal z mano, ker ti si takrat imel preveč dela s svojim likalnikom. Ne, pa kam me hočeš zdaj nekega narcisa prikazati? Nima to veze z narcisom. Ne, ni narcis, ni narcis. Ne. Torej, kako Če ste glih se izgleda. spoznala? Kako ste se spoznala? Ja, Se ti saj ravno se ti ravno govorima. kar- Ja, čakaj da- malo. Ampak pustimo me slediš? prizoro, kako ste se spoznala. Sramežljiva špela, polikane Sramežljiva- doma. Ja. Tako, no, tako. to. In potem smo pa na MMS-u. a to mi- Nobene simpatije ni bilo takrat Ma, med kakšne nama. simpatije, ne, Je, ne. Kaka špela, jaz sem samo takrat videl Tanjo Žagar, razumeš? Ja, se ta je videl Tanja Žagar, Ja. jaz pa raj nam povedala, kaj sem v njemu videla, Ja. ker si je lik odkule lase. Ja, ona pa je videla, verjetno, ne vem. Huj, kadavr burno. Gremo No? dalje. Okay. Je. V glavu. Kdo je to? Davr burno. Dobro, Borno. Pa huj, kadavr burno. Huj. Ja. Okay. No, in potem smo mi na MMS-u leta 2004 z Atomiki zmagali, on je bil pa na 3. mestu. Pa ful je bil dobro oblečen. A se ti spomniš, v kaj si bil oblečen? Ja, vem, Zoran Garevski me je oblekel, takrat pa Ja? Emil Rebek je styling delal, tako da se spomnim. Ja, rjave No. hlače so bile pa neki, ne vem, nekaj takega bilo. Ja. Barve, barve. Rjava? Ja? Kaj nekaj, rjava je bila pa plava? Zgoraj si Bež. imel. Ja, bež, ja. Ja, bež, ja, ja. pa više. No, in jaz sem takrat njega videla, tako mat mi je bil full hud. Kako je šel? Ni kriva polna luna. Luna, da sem brez razuma, da sem v glavi mi zvrti. Ja. In jaz sem nekaj v njemu videla, presežem, zato ker tako mat je bil pa tako. Všeč mi je bil pa ta gor zrihtan, šmekan, hud, kot popr. Pa nisem si več likal las. Nisi več likal Ker- vas, povem ja. vam podatek. In jaz, Grozno. kaj je bil Zakaj on sem to tretji, delal, kako bo dal? sem mu poslala mesič, da mu čestitam za 3. mesto, da mi je ful všeč komat in tako, in on me nazaj, jaz pa tep. Ja. Ampak, a veš kaj, česa jaz ne vem? Jaz ne vem pol od tega mesiča, od tukaj pa do najne prve pijače, tukaj imam pa jaz sem mislila, da sem kar potlačila. Jaz sem kar potlačila nekam. več je manjkalo, kaj 1 leto. A ja? Ja, zato ker pač naslednje leto sem jaz zmagal še daleč do Portoroža, pol še 1 leto kasneje pa z banano in midva smo se zbližala šele na banani. Ja, se si prav Čeprav razumela, se vidiš? ču- čeprav se se prav čudno razumela, sliši, punca čeprav se razume, čudno- razumeš, punca razume. Tako da ne vem, kaj se je zgodilo, ona je imela fanta. Aha. Pa dobro, pa ne. Mislim, imela ves ta sem čas. fanta. Ja, Ja, jaz sem imela fanta od... zato se je zgubil ta najn kontakt, verjetno. Aha. Ja. Ja. No in potem No, ko ste šla špela na je pa pijačo. vse bolj iz meseca v mesec postajala bolj X. zgovorna. Ja, Travertirana. ja, in pač On me je pelil na Malibu z ananasovim sokom. Kjurman. Kjurmanu. Kdo Nikoli to ne naredi? Kdo to pozabila. Jaz hodim Kjurmanu jesti, pa špela midva Ja, hodimo vi tja to hodite jesti. tja jesti, Ne, ampak- greš tja na pijačo. Ne. Ampak Ampak midva smo šla. A to je bil prvi zmenk, če prav razumem. Ja. Ja, mislim, zmenk. In to sredi belega dneva. Samo prvi smo šla na pijačo, kakšen zmenk. Na pijačo smo šla. Aha. Ja. Sredi belega dneva, točno vem, kje sva sedela, točno vem. In on reče, mali buzar, mali buzar. In špela ni vedela, kaj to pomeni. Z ananasovim sokom. Jaz sem vedela za Malibu, ampak ne z ananasovim sokom. Mi smo to s kolo pili. In pol, kaj si ugotovila? In pol, kaj je ta Malibu z ananasovim sokom v letu, ker je bila to čista simfonija Je še samo to pila. okusov. Aha. Ananas, kokos, super kombo. Ja, in pol se takrat sva se ga mi dva kar malo. Takrat smo bila, ja, ti si bila kar, ja, pod gasom. Mene je pa pol fant prišel iskat. A ja, celo tako. Ja, glej, to Ja, so... potem ni bil zmenek. Se sem rekla, da ni bil. Ali pa ste narobe razumeli. Na pijačo sva šla. Pa to vam Ne, govorim. ali pa je samo špela bila še en korak dlje. Razumeš? Zdaj ti moraš vedeti, da ljudje smo si različni in različno situacijo potem tudi reagiramo. Tako da špela je bila res napredna že takrat. V tem smislu. Ti to Tega zdaj pa- mogoče ne, ne jaz razumeš, sploh ne ker štekam, ti le kaj imaš govorim. 2 otroka Jaz ne tam razumem, moment. jaz sem Ja. zelo konzervativna Zdaj človek. Zdaj je Ja. Loka ful vesel, da jaz ne štekam, kaj govori, ker Ne, da pač- se verjetno že užgala. Vprašanje, kaj ona njemu rekla. Razumeš? Zdaj, Aha, valjda ni ona. ona je špela. Valjda ni špela njemu rekla, fantu svojemu, razumeš, da gre zdaj. Mislim, kaj si sploh ti njemu res rekla? Ja, da te Ja, še noč prišel jaz sem šla iskat? na pijačo z domnom Kumrom, halo, vse si pa muskonter, se mi muskonterji smo se pa družili. Točno tako mu je prezentirala. Pa to. točno tako je bilo. Ja, sej. Sam pač je bilo vejca. Jaz se bom tu vzdržal. Ti pa kar drži z njo, vse tako vem, da baba Ne, v skupaj bistvu me držite, res tako da zanima. to mi je tako jasno. Vse sta bila verjetno kdaj romantično upletena. Pa to ti zapletena. ravno pravim, razumeš, da Ja, pa to je tako bil... med vrsticami, da ne razumem. Kaj je s tabo Ne, vse je človek? v redu, gremo dalje. Gremo dalje. gremo Okay. Zdaj me pa zanima ta vajen Kaj midva res smo bila dinamičen. romantična? Kaj je bilo kdaj romantika? Na tebi Ne. nič romantičnega.
Ob 2 zjutraj, čuj! Kako se ti to čuje? Ob 2 zjutraj, mater, spiš, sanjaš, ful ti je lušten in kar naenkrat, vum, žge luč za komp oziroma za sin pa. Špela, čuj, kako se ti to čuje? Mislim, boliš, da ne, romantika, Ne? Kaj je to? Ne. No. Pa je pa res, da takrat smo tudi malo spili, pa mogoče res ni bil primeren trenutek za romantiko tiste večer. Kako zdaj sramežljivo to Ja, to je vse povedal. igra, believe me. Ne, ni igra, ne. Je. Ne, ampak jaz vem, da takrat smo bili mi tako nori, tudi ti, ker nas je bilo le več takrat, ne. Ampak jaz sem bila najmanj nora od vseh vas. Ja, res je. Ja, ampak si kar hitro se vklopila, moram reči. Smo bili tako nori, da sploh ni bilo potrebe po romantiki. Aha, Ker smo Ja. se zelo poštekali, zelo na hitro. Tako da, ne. Ne vem, o čem govorim, ampak ja, ne. Ja, le. Jaz Veš kaj, že da za nas- mislim, da vem, kaj govori. Ne, veš kaj, ti samo tako razumeš. Ne, Že to je problem. Hotela sem sam to dodati, da za nas je bila romantika, ko smo mi lahko na rooftop, a ne, na zgornjem, on je imel tako flat, da je imel pa še celo streho in smo tam imeli tako, 15 je bilo v krogu, taj brenko kitaro, kaj? 4. A smo bili samo 4? Ja, ja. Ampak takrat, ko smo peli, je bil še nekdo, takrat nas je bilo pol če dali več, takrat nas je bilo na koncu toliko, da, ja. Nam je bila to romantika, da mi lahko pojemo 3 glasno, ajde 4 glasno celo mora biti, takrat ti še nisi znal. Kaj ona govori? Dobro, gremo dalje. Ja. Ne, ona se rada heca, razumeš? Je res, da ima svoj vrsten humor, ampak jaz Zato sem se ga imaš navadil in mi je zelo simpatičen na momente. No, včasih pa ga tudi mimo žge, tako da No, me pa vse zanima ta vajen dinamičen odnos. Tako, kdaj se tudi po več mesecev let ne pogovarjata, ne? Zaradi kakšnih stvari že največkrat poči? Ampak, glej, jaz sem mislil, da smo na prejšnjem tem pogovoru, intervjuju bila pri terapeutu, ampak to pa je zdaj še bolj To je čist hardcore next scena. level, to je Ja. epic shit. Ja. Jaz sem pa to vprašanje postila, oziroma tvoj odgovor naj bo tak, ki bo povedal. Vprašanje pa se je glasilo kako? Mogoče ga boš drugače velikokrat pride do formuliral. teh prepirov. Zakaj poči med vama? Kaj so tisti ključni trenutki, ko pride do prepirov? Najbolj brezvezne stvari, ki so možne. Pač ne vem, čist verjetno iste stvari, kot pri vseh ostalih, ki so v nekih odnosih, kakršnikoli ali prijateljskih ali kakršnikoli. Tako da, Ne. Ampak kako se Ne potem strinjam več se. mesecev let ne Vse pogovarjaš? to, jaz bom povedala, ker si dobil priliko. Pa ne, je to ker bilo zdaj kar bo nekaj. ona, ne, jaz sem zdaj hotel po svoje odgovoriti, zdaj pa ona srama. No, daj povej, razumeš, zdaj no, pa daj ona povej, govori povej. bedarije. Miri. Zdaj pa ona rekla, da jaz ne razčiščujem, Jaz sem ona si to, to, razčiščuje. samo komunikacija je problem. Komunikacija. Se pravi- Če njo poslušaš, je samo problem Kako v se pa meni. ti ob tem počutiš, ko ona to reče? Pa butasto, razumeš? Mislim, zato ker, ja, ne, vse tako je, kot sem že 100-krat povedal. Jaz sem se enostavno, zdaj bo ona nekaj povedala Jaz in ti jaz že bom vnaprej samo govorim, da to prikimal. ni res. Ja, jaz bom prikimal, tako bo, ko bo ona rekla in to je to. Ja. Torej, Izvoli, midva sva kar si povej, na jaz enih bom pa tiho področjih pa kimal. blazno podobna. Na večini njih sva si blazno podobna, ampak na enem od... Ker, če utišaš, prosim. Ej, to je pa znak, da moram nehati o tem govoriti. Aha, to je bil Pa pa glej, znak. kdo Pa gled, kdo kliče? Ja, si Videla sem, videla. Ah, Ja, mislim, da je... ne, ker povej. Kako sta vidva dramatična? Aj numerologinja mogoče. A ne, Jaz ne, nimam. numerologinja mene. To me pa tudi zanima. A si kdaj preverila vajena ujemanja? Ja, so Sigurno. ujemanja. Valjda, ja, da te In so halo, jaz ujemanja. preverjam. So. Ja. Ja, midva to s prejšnjih življenj vlečeva, pa je. Jaz sicer ne vem, Ne, kaj jaz, to pomeni. jaz bi samo to rada rekla, da se pravi, ful sva si res podobna na mnogih segmentih, na določenem delu pa mačken odstopava in tle se potem prčkava, kdo ima prav. Ampak problem je, ker jaz nikoli ne rečem, jaz imam prav. Jaz bi samo rada zargumentirala, pa da on ne, ampak on hoče mene vedno mal... To je za ta moment, za me hoče malo očrniti. Ne, je nadmudriti. Zdaj pa še nadmudriti, manipulirati. Zmanipulirati me hoče, ne? In Kar? ja, in potem pride do situacije, ko on se pač ne pogovarja. Ko pride do problema, z njim problema ne boš rešila. To je, dajmo glavo v pesek, nič ne slišim, nič ne vidim. Jaz sem pa na drugi strani razčiščevalec, a veš. Jaz sem pa vedno rada, da je vse, rekla sem to, naredila sem to, ti si rekel to, kaj bova zdaj naredila, a veš, jaz sem to rada clean
od nekdaj. In pol ima problem. Jaz bi razčiščvala, ta se obrne stran in Pa kaj ti niga. to res verjameš, vse skupaj, kaj govoriš? Ne, to je, veš kaj, nimava žal tukaj ene ful pomembne priče. Sicer to pričo bi izključili, zato ker so tukaj interesi nekoliko drugačni iz njene strani do tebe, ampak imava veliko prič, ki lahko Kakšni pa so ti njeni interesi? potrdijo, da je v bistvu samo problem komunikacija in da se on ne zna, ne želi pogovarjati. In to je največji problem. Drugače pa si pa ful podobno. Res, mi dva nimamo težav se zmeniti. Mi dva sploh nimamo nobenih težav. Vse so samo izzivi, ker New Age pristop, ne, težav niso izzivi. In mi dva smo tudi pred časom, že se je zgodilo to, da pred časom, to zdaj govorim, kot da je ne vem, kako dolgo nazaj, par mesecev nazaj, ker ne veš, kam povejo, ne. Pred par meseci se je že to zgodilo, da enostavno mi dva nijamo več tako turbulentno. Kar je ful brez veze, zato ker ti v bistvu moramo zdaj zato, da imamo mi neki content, ti moramo stare zgodbe pogrevati, razumeš? Mi pa se imamo v bistvu zdaj top shit, razumeš? Tako da... Ne, ravno včeraj, spet se boš rekel, sem pri terapeutu. Potem govorila. Včeraj je bil ponedeljek in je bila pri terapeutu. Ja, to sem vsak ponedeljek. Numerologini in verjetno še... Ja, vsak ponedeljek. Potem imam zate eno pod vprašanje. No, in sem ravno to, sem rekla, ampak meni, odkar hodim k tebi, sprav k temu terapeutu, meni se ful odnosi, ali sem jih totalno odfakala, a ne, da ni una mest aja, ker ne smemo preklinjati, oziroma ne boš pipala, ali pa sem jaz, zato ker sem toliko sebe spremenila, oziroma moje reakcije na neke stvari, na katere nimam vpliva, ali sem pa jaz zaradi tega vzpostavila zdaj boljši odnos. In pri nama se zdaj ful čudne stvari dogajajo, sploh zadnji mesec bi rekla. Ja, to pa je res. Midva sva ratala toliko posinkana, da je spuki. Točno vem, kva misel, novi gost. dokončujem stavke, berem in misli, dokončujem stavke, zanj sva celo, ko sem jaz zaspala na radio, sva celo ugotovila, da sva v bistvu oba zaspala in oba dva na isti termin se zbudila. Tako da, mislim, na isto uro, no, pač zbudila. In se mi zdi, da se če dalje bolj, to v zadnjem mesecu, kar se je zgodilo, jaz sam trkam na les in sam karkoli je, naj tako ostane, ker se ful boljši. Je po mamici. Pela, prosim, če predstaviš še. To je moja prva ljubezen. Jack. Jack je star novembra, čakaj, ne pogled, imam seveda kar tu, ker nikoli ne vem, kdaj imate rojsten dan. 30. novembra. 30. novembra bo 2013. Jack 10. Medtem ko je bila Sisi, ona pa zdaj spi, kraljice ne bomo budili. Ne. Sisi, ne, Sisi je, pač ona je tudi dobila ime Ona je pa po... kopija špele. Nino! Ja, to pa je. Nežna, ljubeča, prijazna. Vse sarkazem znaš tudi uporabljati, vidim, ja. Ne. To ni sarkazem, to je neka druga oblika. Ne, res... Ne, veš kaj je? Cinizem. Veš kaj je? Sisi je dobila ime po Sisi, Elizabeti, kraljici Elizabeti, bavarski. In jaz mislim, da ravno zato, ker je imela podoben karakter kot Elizabeta, ki je bila taka zvedava, uporniška, ni se pustila zdaj, ne, pač tako. In ta naša je ista, pljunuta. Jack je pa bolj gospod, njemu se pa... Jebe. Ti. Je mislila reči. Ne, se hvala, ker si dokončal, ker z njegovih ust. Ja, ker jaz ne berem misli. Tako. No, veš, kaj Jaz sicer ne bi tako grdo rekel nikoli. nikoli. Pa ti s temi terapijami, numerologija, ti pa čist ne verjameš. Povej po resnici. A te mogoče špela vseeno malo upeljala, da nisi več tako dvomljiv. Ker vem, da recimo te hite, ki jih dajeta ven, to je izračunano, ne, kdaj gre ven, da je to rata hit. Pa ne sam, kdaj gre ven, naslov. Do neke mere moč verjeti, da greš v to. Povej po resnici. Človek tudi, če ni nor, zraven mene. Ko ga nekdo dovolj dolgo prepričuje, rata nor. In jaz, ne da se imam za norega zdaj, že po vsem tem cajtu. Ne, lej, a lahko prosim poveš, tako kaj je, dajmo ego spustiti na tla. Ne, povej tako kaj pač, jaz mogoče zdaj čist malo, pa že nekaj dam na to. Aha, okay. Ja. Ampak vsakega človeka, ki ga spozna... V moškem jeziku to pomeni, da je to že dost, razumeš? Kar velik korak. Ker čakaj malo numerologija, pa podobne stvari, pač jaz... A vsak ga vpraša, kaj ga spozna, kaj zdi po horoskopu? Ne, to pa res, to pa imam to neki small talk question, brezvezno. Čustven rakec, ne? Double. To bo ona odgovorila na to, če sem čustven. Ja, ne, to je ta problem.
jaz njega čustvenega ne poznam. Ne. Pa misliš, da to skriva? Ali... Pa kaj ti si nora, kaj govoriš? Jaz ti to pač povem. A veš, to... Kaj ti hočeš reči, da sem jaz zdaj emotivno hendikepiran? Ne, jaz ne vem, kako si ti do drugih, ampak jaz te nisem videla nikoli jokat. Okay. To nikoli. Nisem te videla... Hočeš reči, da sem jaz čustveno nerazvit? Le, zakaj zdaj ti to ponavljaš in me vlečeš za jezik? Ne, pa čakaj malo, če pa veš za situacije... Jaz vem, hotela sem to reči, ampak v interakciji do drugih ljudi je pa on full emotional. Jo, kaj sva midva že se rešvala, bože, mili Sačeva, jaz ka bom knjigo izdala, če bom kdaj. Jaz bom prav, ma ne poglavje, jaz bom 4 knjige namenila sam tem anekdotam. Poglavje, ne, če sem jaz prav razumel, torej jaz do nje, a je ona slučajno zdaj rekla, da jaz do nje nisem bil čustven nikoli? Ne, da te ni videla. Da nisem te videla joka, kdaj jokaš? Vse, kdaj je že zgodilo, ja. A vidiš, no? Ja. Tega moški ne delamo, veš. Na zadnje sem jokal, ko je Ata umrl. Tako da, takrat, Koliko je zdaj od tega? 4 leta. Tako da si podobnih situacij želim čim manj. V življenju ne mislim pa, da je s tem kaj narobe. Tako da sem pa ful čustven, pa to, ampak bajda ne delujem. Totalno ne. Ja. Navzven, kar me sploh ne moti, ker pač imam svoje mnenje glede tega. Pa hitro si, je pa res, da si ful hitro, jaz nekaj srca začnem gnati pa to, ampak me Špela zdaj uči, še nekaj novega, kako se spopadati z določenimi občutki krivde, kako to odfakati, bi Špela rekla. Odfakati. Ja, z morebitnimi občutki krivde, ki niso potrebni. To je največji strup, ja. Ja, tako da sem čustven ful. Je pa res, da probam biti, ker to, kar mi delamo, je pač vsak dela svoj posel, ti, jaz, Špela in pač probam to čim bolj nekako, bom rekel, nekako razvrstiti med sabo. To je biznis, to je ono, ampak to je v muziki ful težko, zaradi tega, ker je v muziki nasplošno za moje pojme vse odvisno od feelingov, pa od viba, pa od emocij in to se zgubiš, no, če si emotivno malo preveč zraven, tako da jaz se tega sicer ne oklepam, je pa res, da pač, ne vem, zdaj se malo učim tega, da nekim ljudem postavim meje, za katere dobim občutek, da bi to mojo senzibilnost, ki jo začutijo, znali izkoriščati. Tako da to pa ona ni med njimi. Ne. Koliko se pa pol pogreša? Kaj si ti predstavljaš, da bi jaz rekel, da je, veš, kakšna štala bi bila? Ne bi bila, jaz bi ti sam začela nazaj razlagati, zakaj ti to vidiš. Je pa tvoja učiteljica, ona bi me spet začela prepričevati, kako? Špela je tvoja učiteljica, očitno. Ona je moja profesorica. Ja. Ti še kar nalivaj, ti kar daj. Ne, se meni pa to si lepo povedal, da te uči postavljati meje in podobne stvari. Lepo sem se izrazil. Moj namen je bil dober, no. Zdaj pa mogoče, kaj pa je tista lastnost ena, ki bi jo drug pri drugem izpostavila, ki jo res centa? Kaj vajo dela človeka tako dobro kot sta? Bo pa kar Špela začela. Zakaj bom jaz začela? Zato, ker sem jaz prej začel pri predmetih, katere ti nisem bila pripravljena. A samo ena mora biti? Ja, če bi res eno mogla izpostaviti, kaj? Prosim te, izpostaviti ta pravo. Pač, sam eno res, to, da doma ne laže. Se pravi, iskrenost. Ja. In zdaj bo ful bedno. Ja, sam. Ful bo bedno, ko bo on rekel isto. Ko bom jaz rekel isto. Ja. Ampak to je meni, torej v tem, kar mi počnemo, tu pa se žal ne da lepše povedati, je toliko enega sranja. In glede na to, da mi to delamo že tako dolgo, mislim, odkar smo bili teenagerji, da smo toliko že enega sranja požrli, da je to, da najdeš nekoga... taka redkost, da ljudje ne lažejo in v bistvu jaz še samo to iščem, da je nekdo iskren, zato ker pri vsem tem, tako kot sem že povedal, fejku, ki ga ta naš svet pozna, je to nekako, bom rekel, jaz za moje pojme največja vrlina in to tudi ful hitro midva oba začutima, če je nekdo fake. Jo, to pa res, mava te senzorje. In tega se nekako najbolj jaz tudi izogibam. In jaz kar
Jaz kar črto potegnem, ko začutim pri nekom, da je fake, zato ker mi pač gre to mi gre res na živce, no, da ne rečem na bruhanje. In koliko se pol pogrešate, ko imate te tiha obdobja, če sta res taka Zelo. prijatelja? Ja, veš, fule, tako, se pravim, kot sem že omenila, sploh teh tišin ne bi bilo, če bi se človek pogovoril, če bi se odzval na to, da te vlečem fucking za jezik, dajva se pogovoriti in ne, ti raje greš, a ne. In potem je zato ta tišina, ker jaz si pa tudi mislim, pa kaj, jaz pa vaterinila ne bomo, ne. Sem ti dala en znak, 2 znaka, 3 znaki, pa to, pa se boš javil, ko se boš javil. In ponavadi se ta tišina vedno prekine, oziroma se je do zdaj, ker zdaj že nimava od lani nič, od zadnje tišine nimava več nič. Vedno se zgodi zato, ker gospod nekaj rab. Točno sem vedel, da bo rekla, da jaz nekaj rabim. Točno sem vedel, ker ona more začeti lepo, na koncu me pa more vsrati. Bam! Razumeš, jaz moram izpasti bad guy, ono tretjo manipulator, ne vem, kaj vedno moram dobiti Kaj pa, če to samo njegov način, ker ti ne zna reči, da te pogreša? Ja, seveda, no, se to sem pa hotela reči naprej, če me ne bi takoj prekinil, da to so te, a veš, te šolski te, ki pač rečeš, ne vem, ali pa greš nekomu na dejstvo. Ja. Meni je bilo recimo najlažje njo poklicati po enem letu tišine. Jaz imam, zdravo, kak si? Jaz imam Zate je poslovni predlog. Ker jaz sem takoj vedel, da ona bo trzla na to, razumeš? Ampak čakaj, zakaj bom trzla? Prosto, da daš pojasniš, da ona je rekel. Ja, ne, zdaj smo tu, zdaj smo na istem, ko smo bila prej, ko si ti govorila. Zato, ker pač vem, da na to verjetno, ker ne zato, ker bi ona bila tak butasta, ne, pa ne bi stvari razumela, pa bi jaz lahko z enim takim stavkom obrnil, ampak enostavno zaradi tega, ker je verjetno že dovolj vode preteklo, da je bilo čisto vse eno, kaj bom rekel, samo zato, da in verjetno je bilo cool, da sem se javil. Je bilo to dovolj, bilo kaj bi verjetno takrat povedal. Ni tak. Lepo. In potem smo prišla, tu pa je prišla malo, viš, tu pa bo ta vidve punce malo teže razumele, ne, to pa je v bistvu že... Razumeli, ja, ok, hvala, ker me popravljaš. Vsakega popravljam za pravilno uporabo dvojine, tako da naš misel, ne drkam sam njega, drkam vse. Ja. Kako spet boš mogla pipati? In tega se ona zelo rada poslužuje, drkanja namreč. Tako in drugače. Ne bojo pipali. Ja, si ti začela. No, v glavnem, to bo ta pa vidve malo teže razumele, ker le nista moški. Probe naj. Kako? Probe. Ja, no, kaj sem že hotel reči? Ne vem, jaz Če se ne bomo razumeli. Ja, tega verjetno, ker nista moški, ne? ja, Ja. no, česa. Ne vem, veš kaj, zdaj sem pa nekaj razmišljal, nekaj troje. Zdaj sem spet, ne veš, kaj sem pa zdaj vijo. Sorry, jaz sem zdaj vijo pico. Kje? Res, ja. Si res lačen. Jaz sem res lačen. Jaz nisem nič jedel, jaz sem samo na pumpi si kupil iz Maribora do Ljubljane, sem si kupil ono posodico ananasa razkosanega in to je vse, kar sem danes pojedel, zjutraj nisem mogel iti. Jaz pa sem te palčke, pa tole Ja, samo ti nimaš navade zjutraj To je jesti. pa res, ja. Nimam. Razumeš? Robe čiste. Ti nimaš navade zjutraj jesti in to je Ok, to. v redu, njo ne zanima, da sva lačna, gremo naprej. No, kaj te zanima? Ja, ne vem, ta Jaz- globoka misel, ki ne bom razumela, kot ženska me misel bo je zdaj šla- preganjala še en. Misel je šla, gremo dalje, očitno ni bila tako umna. Ok, pa mi pa povejte, a pripravljate še kaj? Je bil to vedno rečete, da je to vajen zadnji skupni projekt, potem pa kar nekako se vajne glasbene poti združijo. A je to načrtovano, spontano? Nič ni Kje? načrtovano. Najboljši del besedila katerega koli za naju je, ko je Štef napisal, planje dajo vse spontano, ker to je to, planje To dajo vse živite. spontano in to mi dva živa. In to, ko se stvari poklopijo, mislim, valjda neki odgovornosti pa moraš imeti, ko se odločaš pa začneš delati na komado, čeprav tle recimo, ok, nama gre na bolje. In kaj sem zdaj hotela v bistvu povedati? Jaz pa še zdaj lovim ono misel, kaj sem jaz te povedal, ampak verjetno je bilo to povezano s tem, da viš, da sem spet pozabil. Že kar malo. Kaj si pa hotela ti povedati? Kaj se spomniš, kaj si htela povedati? Pa dobro, kaj je to? To pa nekaj. Ja, lačna sta, po moje, da je to. Lačna smo, ne? Ja, to je to. Mislim, da bo čas, da Lačna si sva. greš ta privoščiti eno brog. Kaj ti se spomniš, kaj si htela povedati?
Jaz mislim, da je medijacija uspela, prej sta tako malo nervozna prišla, pogled. Ne nervozna, sploh ne. Jaz sem se tam le 15 minut okrog vozila, ker sem Je parking iskala? Jaz pa ne. Jaz pa ga nisem iskal, ker je toliko parkingov, toliko jaz pa sem se A si ga zmanifestiral? Ja, sem uporabil Wernerjevo tehniko. Manifestacije. Zdaj, jaz mislim, da je čas, da počasi zaključimo ta pogovor. Za konec jaz sam še pripravim 3 časopisne naslove, ki nekako mogoče napovejo, kaj se bo z vama dogajalo v prihodnje, pa pokomentiramo, če je to možno. Da bomo prebrali. Prav. Prvi naslov, to si prej že malo omenila. Špela Grošelj v svoji biografiji razkrila pikantne podrobnosti odnosa z Domnom Kumrom. A je možno, da bomo to... Zelo možno. Zelo možno. Kje smo s to knjigo? Velikrat omenjaš, da se bo pisala knjiga. Veš kako? Ne, v bistvu tako je bilo. Jaz sem kot pri diplomskem delu na videoprodukciji, smeješ, prosim. Razmišljam. Sem za en predmet, ki smo mogli Photoshop uporabiti, sem morala narediti en izdelek, ki vsebuje tudi mojo sliko, mojo faco. Eni so delali karte, eni so kako drugače naredili, jaz sem pa oblikovala knjigo z naslovom, kao mojo avtobiografsko, z naslovom, zdaj pa ne vem, a je bilo jaz Špela ali je bilo, ne vem točno, v glavnem. In jaz nikoli nisem razmišljala o tem, da bi knjigo napisala, ampak enkrat, ne vem, rečemo 10 let nazaj, se pogovarjava z Nikijem Šarcem, takrat glih, ko je prišla ona recesija ta huda, veš, ko so špili bili zadnje 2008. In meni reče, in reče, pa to, pa če bo zdaj ta recesija, pa mi smo od tega odvisni, pa kako bomo mi to, pa to. Pa je rekel, to tih vprašanj je bilo na tedenski bazi njeni. Ja, me je ful, takrat sem bila še bolj človek sistema, ki se je dovolil sprogramirati. No, in potem meni Niki reče, Špela, tebe ne sploh ne skrbi, zato ker, če bo šlo vse malo, če ti napišeš knjigo, to bo bestseller. Bila so pa spet točno pri Jurmanu in jaz sem takrat rekla, kakšno knjigo, stara sem pa ne vem, 25 do 28 let. In pol, ki se je še od takrat do zdaj, sta se zgodili še vsaj za 2 knjigi, sem pa res rekla, mora biti pa res enkrat. In ne rečem, da bo za zihar, ne rečem, da je sigurno ne bo, ampak ko bo. Kako bi se pa ti tresel, ko bi prebiral to knjigo? Bi te bilo kaj strah? Ne, se vam bi tako že prej vedel vse. Ja, pa ne, pa jaz vem, da ona bi me samo hvalila, razumeš, ker jaz sem v bistvu big point njenega življenja, razumeš, ne, valjda, da bi me bilo strah, mislim, ker zdaj sem začel malo videti v to noter kuglo, ampak da bi pa videl jaz vse, kar si ona kdaj predstavljala. Ne, pa kar sem si jaz predvsem zapomnila, ker moramo vedeti, da imam jaz res zelo dober spomin. Ki ga zna tudi kdaj prirejati. Ne, to pa ne. Čist po žensko. To pa ne. Tako ženske pravite za moške, da imamo selektivni spomin. Pa, glej, imaš ti svoje sposobnosti glede tega. Je pa res, da si na to vprašanje tako dolgo odgovarjala, da sem jaz pozabil, kaj je sploh vprašanje. Ti si tako dolgo odgovarjala, da sem jaz gledal v ekranu, da sem pozabil, kaj si sploh ti ni vprašala. Od Špeline biografije, ki vedno govori, da bo izdala knjigo. Velikrat to meni, da bo enkrat izdala knjigo in da to bo pa. In da kako boš ti v pričakovanju te knjige, a te bo kaj strah? A bo tebe kaj strah, da boš noter. Jaz sem to, ne, predtem, glede biografije, ko se je o teh naslovih govorila, kaj bo vprašanje? Zdaj sem vam pripravila 3 naslove. Če je možno, da bomo kdaj brali članek s takim naslovom. To je bil prvi. In prvi naslov je bil, Špela Grošelj v biografiji razkrila so še pikantnosti. Veš kaj, ne. A gremo kar v drugem naslovu, da boste čim prej šla. Daj povej drugo vprašanje. Drugi naslov. Če bomo kdaj brali, ponovno sta združila moči, Špela in Domen odhajata na Eurovizijo. Kdaj mikajo ti glasbeni festivali, podvigi, nekaj sta že osvajala? Ja, ampak v tistih časih je bilo to tako fajn. V tistih časih so bile tako Popevka, kot MMS, kot Ema, to so bile kar neke valilnice hitov. Vedno se iz nekega festivala so vsaj 3 komadi ratali hiti. Na zdravje, evo. Res je. Ja. V teh časih, ki je pa muska meni osebno šla čisto a veš, zdaj na Eurosongu dejansko več ne poslušaš komada, ampak gledaš šov, spektakel, čim bolj mora biti drugače, več mora biti nekih subliminalnih sporočil. To je zdaj ful drugače. In mene na take festivale ne vleče niti mal. V tistem času, ko smo pa mi se udeleževali festivalov, MMS je bil
krasen. Ema, mislim, iz Eme vsak let je bilo tam 5 komadov, ki so bili hiti za čez cel let. Kaj pa zdaj? Zdaj pa ti v bistvu na Emi ali pa na Eurosongu niti ne moš komada za 5, za tem, kaj je zmagal, ti bi komad rad pel in ga sploh. Ja, jaz se tu delno strinjam s Špelo. Ne vem, delno se pa strinjam samo zato, sicer bi se popolnoma, ampak delno pa samo zato, ker ne vem, ali je to dejansko tak, kot si recimo predstavljamo, to, kar je zdaj Špela povedala, ali je tu čas svoje naredil in smo mi malo zadaj. Tu se samo lovim. Veš, kaj mislim? Ja, vem, ja. Tako da, načeloma pa se meni zdi Eurosong ena taka super stvar. Jaz sicer nikoli nisem osebno simpatiziral z Eurosongom, pa bil neki Eurosong fan, pa ne vem, kaj je Špela, tudi ne. Ampak se mi zdi, mislim, to je res en zelo, zelo velik dogodek in to je vse porihtano v nulo luč, oder, ono tretje. In meni se to zdi super. Je pa res, da tudi letošnja skladba od Joker Out mi je bilo fajn. Ja, meni tudi top. In tudi zmagovalka mi je bila fajn. Ja, super so nastopali. Ja, tada, pa tudi enih par izvajalcev je bilo letos ful brejo. Tako da, veš kaj je tudi... No, pa če bi pa RTV povabil, bi rekla ne. Veš kaj, tu sem zdaj navezan na njega. Čakaj. Če bi vaju RTV povabil kot izvajalca, da pripravite pesem oziroma odpojete, bi rekla ne. Ne bi rekla ne. Ne, to ne bi rekla ne. Jaz bi že zaradi unga feelinga, ki si tam, ki je toliko, ne vem koliko ljudi, ki je cela Evropa, že ta, veš, ta Drajvič. Še bi naj jo povabili. Ampak ne bi se pa več prijavljati, da se moram nekaj dokazovati. In to je ravno to. To je ravno to, kar sem te povedati, da pa Jana Plestenjaka omeniti, to je ravno to, da pač priješ pol enkrat do tega, da ko ti muzika pač, ko ti laufa, pač vsakemu na svoj način, ko ti laufa, da enostavno vidiš, da ti festivali in to, enkrat je treba s tem narediti konec. In jaz mislim, da mogoče se to čuje tako res... Samošično? Ne, daleč od samošičnega, ampak tako banalno na nek način, ampak... Priješ enkrat do tega, da je treba dati mladim plac, naj oni hodijo, naj mladi izvajalci novi hodijo na EME, na MMS-e, na vse te festivale, na razne talent šove in tako dalje. Kaj smo mi s tem zabavali? Mi smo se s tem zabavali, ko smo bili stari 20 let in smo imeli takrat, hvala Bogu, je bilo tako obdobje, da smo imeli same hite iz teh festivalov raznih. Tudi če nismo zmagali, pa smo zmagali, pa tudi če nismo zmagali na kakem drugem festivalu, smo imeli hit, tako da to je največ, kar smo lahko od tega potegnili. In mi smo to svoje dali za sabo in zakaj bi se mi zdaj s tem rabili zabavati. Naj grejo mladi in to tudi resno mislim, to naj ne zveni nekaj za lase prevlečeno, ampak pač, ne vem, jaz nisem neki fan več teh festivalov, ker smo to, mislim, da dali za sabo. Okay. Zelo zrel odgovor. Še zadnji naslov. Pa oni misli se še vedno ne spomnim. Še vedno ne. Imaš še kakšno minutko časa. Zadnji naslov je pa takšen, Domen Kumer in Špela Grošelj skupaj v resničnostnem šovu. Bi šla v kakšen šov? To pa je verjetno ja. Ja. To pa ja, ker to pa bi bilo bolano. To pa bi bil super par bi šla. Z doma. Ja, jaz bi šla z njima. To bi bil content, bi bil svetski. Predvsem zaradi tega, ker bi dva ne glumima nič. To bi bilo, tako sem res malo... Ne bo ni pravi si, da hotel je rešen. Aha, okej. Tudi ne bomo pipali. Ja. Naj s to lepo mislijo zaključim današnji pogovor. Hvala za vse misli, nasmehe. Do naslednjič pa te prosim. Hvala lepa za vse te lepe želje. Do naslednjič pa te prosim, dajte kaj na mizo drugega, kot zarca vode. Neki narezek, nekaj, da ne mislim, čakaj malo. To človek, ko je lačen, mislim, je res... Je čist drugačen. Mogoče sta pa zato več povedati. Ali pa manj. V glavnem, najlepša hvala, vse dobro vam želim. Od tata naprej še tak dinamičen duo, kot sta. Vse simpatično bi lahko uporabljal besedo. Ja, zelo simpatično. Zabavam se. To je bil šok, hvala, ker ste bili z nami.